vodničarja za besedo. Se bo videlo, ali bi treba še stoliti? Bog pa živi. Pa začnimo še s našim antoponistom. Bog živi v Slovenke, prelepe žlahtne rožice in take mladenke kot naše ukrepi. Naj sinov, zarod nov, iz vas bo strah sovražnika. Mladenči, naj si ti zdravica vaša, vi naš up, ljubezni domačije nobene vam ne usmrti strud, ker po nas bode vas je smrtno braniti pico čas. Te se preprekamo prejši. Mikrofonček. No. Najprej se moram zahvaliti dekanu Teološke fakultete, dr. Stanku Gerjolju, organizatorju srečanja dr. Konciliju in seveda recenzentu dr. Antonu Novikoviču. Vsem predhodnim in sedanjim našim tujim raziskovalcem korini naših korenin, slovenskega jezika in zgodovine. Posebej pokojnima Mateju Boru in Jožko Šavlju. Mojemu mentorju dr. Antonu Pergihu, ki je tukaj prisoten, v prvi vrsti se bo pa še kaj povedal, in Antonu Ambrožiču, ki je oral ledino pri razumevanju starodavnih napisov. Posebna zahvala pa tudi vsem vam, ki si prizadevate, da bi se dane laži zamenjali resnica o naši preteklosti in zato ste tu. Povabil sem kar precej akademikov, ne vidim nobenega, mogoče je tudi to znak, da mi oznanjamo resnico, akademija in zgodovina in jezikoslovje pa laž. Posebno veselje pa mi je prisotnost zaslužnega Slovenca patra Iva Tomažiča, ki mu znak hvaležnosti podarja svoje knjigi in ga prosim, da pride na oder, da bo bolj slovesno. Zaslužnemu Slovencu patru Ivanu Tomažiču za resnico o slovenskih, Teološka fakulteta, danes Vinkovo Dopivec. Evo, izvolite. Ste veliko knjig pa nesel, pa tudi prav nekaj drugo.